Še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. Veseli smo, da ste si vzeli čas v tem toplem sončnem dnevu za kratko predstavitev našega novega gradiva. Z vami bomo danes avtorici gradiva, dr. Rebeka Vidrih in dr. Marjana Dovšina Delač, gospa Monika Gobec, vodja prodaje učbenikov na Mladinski knjigi. Na začetku pa bom besedo prevzel jaz kot urednik novega gradiva. Izšlo je torej gradivo, ki je vsaj v dveh stvareh prvo v našem prostoru. Gre za prvi priročnik, ki služi kot priprava na maturo iz umetnostne zgodovine, in hkrati gre za prvo zgolj interaktivno izobraževalno gradivo v našem šolskem prostoru. Da si ga bomo lažje predstavljali, bom jaz delil zaslon in si bomo ogledali vzorčni primer poglavja in strukturo samega besedila. Takšnale je naslovnica. Zdaj, takole še v uvodu, osnovni naslovniki so sicer res maturantje, ampak z vsebino, obliko in dostopom verjamemo, da bo gradivo privlačno tudi za druge. V prvi vrsti vsem dijakom umetnostne zgodovine, potem pa tudi vsem ostalim ljubiteljem umetnosti po ljudskih univerzah ali po kakšnih drugih tečajih. Pri sami zasnovi smo izhajali iz tega, da je primerno za samostojno rabo in hkrati za prezentacijo v razredu. Kako nam je uspelo, si bomo pogledali. Razdeljeno je na 7 poglavij. Zgoraj je tako kazalo. Na začetku je uvod, kjer sta na kratko predstavljeni likovna umetnost in umetnostna zgodovina. Potem pa sledi 6 poglavij, ki so razvrščene po splošno znanih zgodovinskih obdobjih oziroma umetnostnih obdobjih. Vsako poglavje je potem razdeljeno še na 4 oziroma 3 podpoglavja. Takole, če se ustavimo na enem od podpoglavij, umetnost starih kultur, zgoraj imamo en tak opisni podnaslov, ki se pojavlja oziroma vrti neprestano. Pod tem podnaslovom so najbolj tipični primeri umetniških dosežkov posameznega obdobja, za vtis predvsem o tem obdobju. Potem imamo spodaj, to predstavlja nekakšno glavo izobraževalnega gradiva. Potem imamo spodaj glavni naslov, ponavadi prvi odstavek, ki predstavi zgodovinski okvir obravnavanega obdobja, in potem se besedilo osredotoči na umetnost. To začetno besedilo je oblikovano tako, da so poudarjene ključne besede, obarvane so, in s prihodom miške na tak obarvan izraz se nam za bolj nazoren prikaz oziroma razlago tega prikaže sličica aktualnega umetniškega dela. Če je izraz sivo obarvan, pomeni, da gre za slovarski izraz in se nam prikaže njegova razlaga. To je za uvod. Potem sledi glavni del in predstavitev posameznih umetniških del. Ta del je razdeljen v osnovi na 2 dela. Vsak sklop je vezan na zemljevid, ki se prikazuje na desni strani ekrana in okvirno prikazuje glavne politične tvorbe obravnavanega obdobja. Na levi strani pa se prikazuje potem kartice s posameznimi umetniškimi deli in dodatnimi razlagami.
Prva kartica navadno opiše zemljevid, potem pa sledijo kartice, ki prikazujejo umetniška dela. Sestavljene so tako, da prikazujejo sličice, ena ali več sličic. Te sličice se dajo povečati. Pod sličicami so natančni podatki o imenu, lokaciji, času in hrambi tega umetniškega dela in pa osnovni opis tega umetniškega dela. Kartice, nekatere kartice, kar večina kartic, ima potem še zadnjo stran. Spodaj je takle meni puščici, in če kliknemo na ti dve puščici, se kartica obrne. Druga stran je namenjena tako imenovanemu didaktičnemu instrumentariju. Gledali smo na to, da je čim bolj nazorno za dijake in hkrati uporabno tudi za delo v razredu. Navedli smo kar nekaj različnih povezav, ki nas peljajo do različnih spletnih strani in prikažejo posamezno umetnino, recimo v obliki dokumentarnega posnetka ali spletne strani galerije ali povečave ali kaj podobnega. Potem pa sledijo še vprašanja oziroma naloge za samostojno raziskovanje ali delo v razredu. Vse te nalogice zavzemajo zelo različne taksonomske stopnje. Tukaj ste že opazili, verjetno, ko je kartica začela predstavljati zigurat v uru, se je zemljevid približal ostankom tega zigurata v uru. Zemljevid je vezan na Googlove zemljevide, tako da se dajo posamezni objekti ogledati precej od blizu. Lahko pa se seveda tudi oddaljimo od tega. Poleg kartic, ki opišejo neko umetniško delo, so potem še tako imenovane razlagalne kartice, ki skušajo posamezen termin, tehniko ustvarjanja ali posameznega ustvarjalca, ustvarjalko ali umetniško smer še posebej obrazložiti. Tukaj recimo je predstavljeno mesto. Ko se zaključi ena vsebinska enota, gremo potem na drugo časovno obdobje. Tole bi posebej rad še poudaril, vmes je ogromno risb, skic posameznih stavb in njihovih tlorisov. Mislim, da jih je nekaj čez 100 vse skupaj. Vsi so delo naše avtorice, gospe Rebeke Vidrih. Namen tega velikega dodatnega vložka časa, znanja in energije je, da so vse risbe stilsko poenotene, hkrati pa seveda tudi to, da je pri vseh prikazano točno tisto, kar sta avtorici želeli izpostaviti. To se mi zdi res lep dosežek. Ko pridemo do konca poglavja, sledi potem še rubrika Preveri svoje znanje, ki je sestavljena iz 3 delov. Prvo so vprašanja, ki po tipu ustrezajo vprašanjem iz maturitetnih pol. Dodana je potem slikovna priloga, tako kot so navajeni pri maturitetnih polah. Potem je dodan slovarček. Vsi izrazi, ki so sicer že sproti razloženi, so zbrani potem tukaj na koncu vsakega poglavja in sledijo še interaktivne naloge za utrjevanje znanja. Poleg tega bi izpostavil še eno računalniško prilagoditev. Tukaj v desnem kotu spodaj imamo en krogec, s klikom na ta krogec se odprejo prilagoditve, ki si jih lahko posameznik
nastavi ob branju, recimo, da poveča besedilo ali da si prilagodi kontrast. Ne bom zdaj vsega pokazal, s tem se lahko potem igra vsak sam, torej za različne prilagoditve glede na bralce. To je ena stvar, druga stvar je, besedilo se prilagaja različnim zaslonom. Če se vidi, torej, besedila je sicer res precej, ampak tako sličice kot besedilo, kot zemljevidi se prilagajajo torej različnim zaslonom in so lahko brani tudi na telefonih. Gre za platformo, ki je bila v celoti razvita na založbi. To pomeni, da nikoli ni povsem zaključena, saj se precej lažje prilagaja manjšim spremembam kot tiskano gradivo. Čeprav je ravnokar izšlo, imamo že ideje in želje po določenih nadgradnjah, popravkih, dopolnitvah. Čez poletje smo obljubili, da k vsakemu poglavju dodamo še nekaj interaktivnih nalog in odpravimo kakšne tehnične zagate, ki bi se lahko pojavile ob bolj množični uporabi gradiva. Če boste slučajno v pregledovanju leteli na katero od teh, vas lepo povabimo, da nam jo posredujete, da do začetka šolskega leta čim bolje pripravimo in prilagodimo gradivo uporabnikom. Toliko zelo na kratko in zelo hitrim preletom skozi eno poglavje gradiva. Natančneje bi predvsem vsebinsko gradivo predstavili avtorici in njima zato predajam besedo. Morebitna vprašanja lahko v tem času zapišete v chat, možnost vprašanj pa bo tudi na koncu predstavitve. Prevzemam zdaj jaz, lep pozdrav tudi z moje strani. Mislim, da se z marsikom od prisotnih že poznamo oziroma da so bili tudi že vključeni v proces priprave tega interaktivnega priročnika. Nekateri vem, da so dvomili, da bo to kdaj ugledalo luč sveta, ampak zdaj sem zelo vesela, da nam je to končno uspelo. Tukaj z moje strani velika hvala Marjani Dulšina Delač za v bistvu sodelovanje pri tem velikem projektu, ki je bilo ves čas zelo tesno, in tudi Mladinski knjigi. V bistvu tukaj mislim, da v imenu obeh, mojem in Marjaninem, naju je tako zelo pozitivno presenetilo, da so zelo z veseljem, bi lahko rekla, zagrizli v ta izziv, se zelo in programer in oblikovalka in seveda urednik Boštjan z veseljem lotili tega projekta, čeprav seveda vemo, da nekih velikanskih finančnih povračil si ni ravno obetati. In kot je že Boštjan izpostavil, tukaj gre za prvi interaktivni priročnik te vrste. Do zdaj so bili na založbi vajeni pripraviti nek PDF z nekimi dodatnimi interaktivnimi vsebinami, povezavami, ampak tukaj so se odločili, da bodo razvili priročnik po principu spletne strani in z Marjano sva mnenja, da jim je to zelo dobro uspelo. Še enkrat poudarjam to, kar v bistvu že sami dobro veste, gre za prvi priročnik, učbenik, potencialno učbenik za maturo iz umetnostne zgodovine. Do zdaj so bili na slovenskem trgu na voljo samo učbeniki za prvi letnik, kar pomeni, da je tudi po vsebinski plati ta zadeva pomembna. Zdaj pa mogoče bi tudi jaz kar delila vzorčno poglavje, pa bi zelo na hitro v bistvu izpostavila to, kar se meni zdi ključno iz vsebinskega vidika. Še prej, ko gremo prav na sama ta poglavja, je treba izpostaviti še dve zadevi. Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom za maturo iz umetnostne zgodovine. Pri učnem načrtu sva z Marjano obe tudi sodelovali in sva ves čas pazili, seveda, da
je zadeva čim bolj usklajena. In druga stvar, na podlagi novega učnega načrta bo seveda pripravljen tudi nov predmetno-izpitni katalog na RIC-u in tudi tukaj se predvideva, kot je bilo vam že zdavnaj obljubljeno, da bo to ujemanje med učbenikom in PIK-om seveda maksimalno, zlasti tukaj mislim v izboru umetnin, ki bodo v PIK-u navedene kot tiste, ki jih mora dijak obvezno poznati. Kar se vsebine tiče, mogoče ne bi šli zdaj v neke hude detajle, izpostavila bi samo to, da smo za razliko mogoče od enih bolj tradicionalnih pregledov ali pa obstoječih učbenikov tukaj dali več poudarka na družbenem kontekstu umetnosti, na mesto, ki ga ima umetnost v družbi v določenem času, vlogo, ki jo igra, naloge, ki jih opravlja, in to je nekako zajeto v teh uvodnih odstavkih, v katerih so izpostavljene najbolj ključne zgodovinske in umetnostno-zgodovinske informacije, bodisi iz vsebinskega, bodisi iz slogovnega stališča. In kot je že v bistvu Boštjan napovedal, nadaljnji detajli oziroma bolj natančno so pa potem umetnine opisane v karticah. Tukaj gledamo starokrščansko umetnost, skratka Cerkev svetega Petra v Rimu je izpostavljena kot eden temeljnih spomenikov, že seveda v osrednjem delu in potem je še posebej opisana v kartici in pospremljena z slikovnim gradivom. Tile teksti ob umetninah nekako dopolnjujejo oziroma opremijo z več podrobnostmi neko umetnino, ki je omenjena v glavnem delu, ali pa ponudijo neke dodatne informacije, ki so bolj vezane na konkretno umetnino. Včasih so umetnine bolj natančno opisane, včasih je bolj poudarjena vsebinska plat, včasih družbena vloga, odvisno od konkretnega primera. In na drugi strani sledijo še didaktične naloge, ki jih bo bolj natančno Marjana opisala, oziroma povezave na recimo na neke posnetke, ki omogočajo seveda, da si neko delo še bolj natančno oziroma bolj celovito ogledamo. Kot rečeno, tukaj je bilo res glavno vodilo izpostaviti tisto, kar je ključno v določenem obdobju, se držati minimalnega števila umetnin v smislu ilustriranja teh najbolj osnovnih značilnosti umetnosti v določenem obdobju. To je nekaj, o čemer smo seveda že dostikrat skupaj debatirali na naših srečanjih, ko smo ugotavljali, kaj je preveč, kaj je mogoče premalo v obstoječem PIK-u, in kot rečeno, sem nekako poskušala te naše razprave čim bolj upoštevati. Ok, to mogoče bo še kasneje Marjana. Skratka, členjeno je vsako obdobje v neka bolj obvladljiva, tudi manjša obdobja. Zdaj bolj natančno, mogoče vsebino zdaj ne bi šla, bi vas pa lepo povabila na izobraževanje, ki sva ga z Marjano prijavili in pripravili že. Bo 24-urno izobraževanje konec septembra oziroma začetek oktobra, kjer bi tale učbenik bolj natančno predstavili, bolj poglobljeno, bolj temeljito, ustavili bi se z moje strani pri nekih temah, ki so zdaj mogoče malo nove v primerjavi z obstoječim PIK-om, z obstoječim materialom za maturo, oziroma potem tudi Marjana bi dosti bolj natančno predstavila vse to didaktično gradivo.
Skratka, samo da vam povem datume, če vas mogoče zanima, mislim, lepo ste vabljeni, da si lahko že zdaj rezervirate. V petek in soboto, 26. in 27. septembra, in potem še naslednji teden, v petek popoldne, 3. oktobra, bi izvedli v bistvu to izobraževanje, ki je tudi zavedeno v KATIS, in seveda dobite ustrezne točke za to. In mislim, da je z moje strani zaenkrat to vse. Če bo kakšno vprašanje, seveda še kasneje, oziroma me bo še kdo dopolnil, ali pa bom kasneje skočila, če se bom še kaj spomnila. Ok, Marjana, zdaj pa si ti na vrsti. Ja, hvala, lepo pozdravljeni. Tudi jaz se zahvaljujem najprej Rebeki za povabilo k sodelovanju pri tej res taki zanimivi nalogi, pa tudi seveda vsem na založbi. Jaz bom pa poskusila zdaj zelo na kratko predstaviti to neko didaktično zasnovo, didaktično vsebino tega novega priročnika, ki ni samo prvi priročnik za maturo iz tega predmeta, ampak je seveda novost tudi v tem, da je zdaj izdan v digitalizirani obliki. Tu je treba verjetno najprej poudariti, da res ne gre za e-učbenik, ampak za i-učbenik. Zdaj, kaj je razlika, med tema dvema črkama? Da bi pri e-učbeniku pričakovali samo neko klasično postavitev besedila in slikovnega gradiva, ki je potem razširjeno v obliki PDF dokumenta. Pri i-priročniku pa gre za interaktivno zasnovani priročnik, kar pomeni, da njegova struktura zdaj sledi povsem drugačni logiki digitalne tehnologije. In sicer tako, da je na eni strani seveda bolj prilagojena uporabi v elektronski obliki, in na drugi strani, da tudi izkorišča neke specifične možnosti, ki jih ta oblika ponuja in ki jih mogoče v klasičnem učbeniku ne moremo pravzaprav ponuditi bralcem. No, seveda se na tem mestu verjetno vsi vprašate, zakaj bi bilo to boljše od klasičnega medija. Tudi z Rebeko so si želeli tiskani učbenik, oziroma zaenkrat še priročnik, morda nekoč to tudi bo. In vsi se tukaj verjetno strinjamo, da se lažje in bolj učinkovito učimo iz neke tiskane knjige, iz tiskanega gradiva, ampak seveda pozabljamo, da smo vseeno mi pripadniki generacij, ki smo rojeni v analogni dobi in smo se te digitalne tehnologije le priučili. Strokovni izraz za to je, da smo zgolj digitalni priseljenci. No, naši dijaki, ki pa s septembrom prihajajo v šolske klopi, v srednje šole, pa že pripadajo tako imenovani generaciji alfa. To so dijaki, ki so rojeni po letu 2010, in ti so se že rodili v to novo digitalno dobo in to tehnologijo uporabljajo praktično skoraj od rojstva. Kar pomeni, da imajo v resnici manj razvite kompetence za delo s klasičnim gradivom in da hkrati znajo morda bolje, kot si to predstavljamo, funkcionirati z nekim gradivom, ki jim je na voljo v digitalni obliki. In zanje tako pravimo, da niso več samo digitalni priseljenci, ampak so digitalni domačini. To je malo neroden izraz, temu pravimo digital natives. Ampak to je nekako glavni argument, zakaj pravzaprav zdaj uporabljati tudi interaktivne priročnike in učbenike. No, zdaj ta naš i-priročnik je seveda že na prvi pogled drugačen. Najprej imamo drugačno to prvo vstopno masko, ki ima zgoraj namesto kazala kar časovni trak, se pravi, funkcionira drugače. In to interaktivno kazalo, ta časovni trak, nam hkrati tudi pomaga, da medtem ko obravnavamo neke specifične vsebine, hkrati ohranjamo nek pregled nad celoto. Da se vedno zavedamo, da je barok nekje med renesanso in 19. stoletjem, skratka, to kronološko sosledje nenehno ohranjamo pred očmi. Namreč ugotovili smo, da imajo dijaki v zadnjih letih kar precej težav s tem občutkom za sosledje dogodkov, za kronologijo, in to se je recimo pokazalo tudi v zadnjih letih na maturi. No, kot že rečeno, je besedilo strukturirano v nek osnovni tekst, ki smo ga že večkrat preleteli, in ta osrednji tekst, osrednje besedilo predstavlja tisto temeljno razlago, ki jo recimo morajo dijaki obvladati, zato da lahko potem opravijo, da pišejo pozitivno nek test ali da opravijo maturo iz umetnostne zgodovine. Se pravi, to je nek temelj in tu smo tudi želeli poskrbeti za neko ravnovesje, da učbenik sicer oziroma priročnik sicer je interaktiven, ampak da hkrati
je tisto osnovno besedilo, ki je temelj razumevanja, seveda res zgolj besedilo in da je zelo jasno, kaj morajo dijaki na koncu znati. Ne, da ni polno samo nekih povezav, nekih klikov, ampak da imamo neko jedro, ki je še vedno napisano in kjer ni nekih množičnih, motečih momentov. Se pravi, da imamo pred sabo neko čisto besedilo. No, poleg tega imamo tudi kartice z umetninami, tudi to smo že slišali in smo jih tudi že videli. Pri njih bi pa jaz predvsem poudarila, da imamo vedno neko dovoljšnje število teh slikovnih reprodukcij. Recimo pri arhitekturi to pomeni, da nimamo samo ene podobe, ampak da imamo vedno podobo, najprej shemo nekega tlorisa, potem zunanjščine in tudi notranjščine spomenika. Skratka, da imamo toliko slikovnega gradiva, kot ga res dejansko potrebujemo, in to slikovno gradivo, ker je v dovolj veliki ločljivosti, lahko uporabljamo tudi za neposredno obravnavo v razredu. Se pravi, vi z lahkoto vzamete ta priročnik in ga na nek način uporabljate tudi morda, namesto prezentacije v PowerPointu, kadar se vam zdi pač to primerno. No, vsebina učbenika je v celoti interaktivna, kar pomeni, da imamo po celotnem učbeniku neka aktivna polja, neke besede in simbole, ki nas potem s klikom vodijo na nove vsebine, in tako deluje tudi usvajanje terminologije, kot je že prej predstavil urednik. Se pravi, najprej imamo ob prvi omembi posamezni termin kot aktivno besedo, torej če se gor postavimo z miško, dobimo neko razlago, potem pa imamo te iste termine še na koncu zbrane v kratek slovarček. Se pravi, tukaj se zadeve ujemajo in ne pride do tega, da bi imeli v besedilu neke termine, ki niso razloženi, ali pa tudi obratno. No, interaktivni so tudi zemljevidi, že to smo tudi že slišali, ki nam dajo nek občutek za to, kako so zdaj ti spomeniki umeščeni v sodobnem kontekstu, v sodobna mesta, kakšna je njihova ohranjenost. Dobimo tudi občutek, kakšna je njihova oddaljenost med sabo, in na ta način se morda malce približamo temu doživljanju spomenikov na terenu. Seveda to v celoti ne gre, vendarle moramo iti na teren, to je tudi zaželeno, ampak na nek način pa se temu vsaj malce približamo. No, in poleg tega besedila, o katerem smo že govorili, slikovnega gradiva in zemljevidov, seveda zelo pomemben del didaktičnega aparata predstavljajo tudi vprašanja in naloge. In v tem našem priročniku imamo v osnovi nekako 3 glavne skupine ali pa 3 tipe nalog in vprašanj, Najprej imamo te naloge in vprašanja ob samih umetninah, se pravi, če to kartico, ki predstavlja umetnino, obrnemo, imamo na drugi strani naloge z napotki: oglej si, poišči in predstavi ali razpravljaj. In te naloge so v glavnem namenjene razširjanju in poglabljanju znanja. Kadar gre tukaj za vprašanja, so ta vprašanja običajno divergentna, se pravi, niso konvergentna, ne iščejo nekega eksaktnega odgovora, enega samega pravega odgovora, ampak bolj odpirajo neke možnosti za razpravo, in v teh nalogah so zajete tudi neke primerjave, tako horizontalne kot vertikalne, tudi aktualizacije in zasledimo tudi neke pozive k osebnemu doživljanju umetnine. To vse seveda lahko predstavlja neko osnovo, neko izhodišče potem za vaš pogovor v razredu, ki ga potem po svoje nadgradite. Tukaj bi tudi poudarila, da to niso vprašanja, s katerimi bi lahko dosegali ali pa celo preverjali vsebinske cilje, ampak so namenjena bolj doseganju procesnih ciljev, recimo razvijanju nekih kompetenc, kot je razvijanje kritičnega mišljenja, ali pa izgradnji vzgojnih ciljev, kot je recimo izgradnja nekega pozitivnega odnosa do naše umetnostne dediščine. No, to je zdaj prvi tip vprašanj in nalog. Potem pa imamo na koncu vsakega poglavja tudi rubriko Preveri svoje znanje, tudi to je omenil že Boštjan. In v tej rubriki pa najdemo po 5 vprašanj, ki pa eksaktno preverjajo tako faktografsko znanje kot neko razumevanje snovi. Seveda s 5 vprašanji ne moremo preveriti celotne snovi poglavja, zato predstavljajo bolj kot nek primer tipov vprašanj, ki jih lahko pričakujejo dijaki potem recimo tudi znotraj maturitetnih pol. Tam morajo biti seveda vprašanja in naloge preverljive, ne nekaj, kar je zelo divergentno in odpira razmišljanje, ker je to v resnici potem nemogoče ocenjevati.
No, in na koncu vsakega poglavja, se srečamo še s tretjim tipom vprašanj in nalog, to pa so interaktivne naloge. Te pa mogoče v največji meri res izkoriščajo način delovanja oziroma možnosti digitalnega medija. Pogosto namreč odgovor na neko vprašanje ni beseda, besedna zveza ali pa nek besedni odgovor, kot tukajle konkretno pred nami sicer je, ampak je pogosto treba nekaj označiti na umetnini ali nekaj povezati ali nekaj razvrščati. Skratka, tu je vključeno tudi preverjanje razumevanja snovi na neki čisto nediskurzivni ravni, ki pa je v klasičnem učbeniku v resnici ne moremo preveriti. Recimo pred vami je naloga na sarkofagu Junija Basa označi ikonografski prizor Adama in Eve ob drevesu spoznanja. In to mora dijak neposredno označiti ta ikonografski prizor in to je pač nekaj, kar ko svojega znanja ne izrazi ali pa razumevanja z besedami, ampak zelo hitro pa nam je jasno, ali ve, kateri je zdaj to ta prizor, ali pač ne ve, ko ga označi na celoti. Se pravi, to bi mogoče poudarila kot neko ključno didaktično pridobitev, ki jo lahko interaktivni učbenik ponudi, da je na nek način hkrati zraven še skoraj nek delovni zvezek, ki se nikoli ne popiše, ampak ga lahko vedno znova uporabljamo. Skratka, toliko bi omenila pri tej didaktični zasnovi, seveda bi se dalo še marsikaj. Vabim vas tudi, da me še kaj vprašate, ampak morda toliko zaenkrat, to se mi zdi najpomembnejše. Najlepša hvala obema avtoricama za nazorno predstavitev gradiva. Zdaj bi prosil še gospo Moniko, da bi na hitro predstavila možnosti nakupa kod, zato da bi lahko ne le učitelji, ampak tudi dijaki v naslednjem šolskem letu to lahko uporabljali oziroma način dostopa do gradiva. Ja, hvala, Boštjan, lepo pozdravljeni. Zdaj, kar se tiče dostopa do interaktivnega priročnika, je zelo enostaven. Tudi če vpišete recimo v Google umetnostna zgodovina, boste prišli na našo stran iučbeniki.mk.si ali pa če konkretno vpišete iučbeniki.mk.si. Tam imate pa tudi direktno povezavo na vzorčno poglavje in na drugi strani na nakup. To se pravi, lahko pogledate eno vzorčno poglavje, hkrati imate pa povezavo v našo trgovino, in sicer cena je 22,98. To je pač cena priročnika, koda velja 15 mesecev. Če pa profesorji želite kakšne promocijske dostope, potem vas pa prosim, da pišete na ucbeniki@mladinska-knjiga.si in vam bomo poslali promocijske kode. Tako da tudi v zahvalnem mailu boste prejeli še posnetek tegale webinarja in hkrati tudi tale mail, na katerega lahko pišete, tako da vas vabim, da se oglasite in vam bomo poslali kodo. Tako, kot si napisal, ja, Boštjan. Hvala. Ja, sem pisal v chat, dobite tudi po elektronski pošti vse potrebne informacije. Hvala gospe Moniki. Zdaj me pa zanima, če imate vi kakšno vprašanje glede gradiva. Ni vprašanj zaenkrat, smo bili izčrpni. Če ni vprašanj, bi jaz še enkrat omenil izobraževanje, ki ga je omenila že gospa Rebeka, konec septembra. Izobraževanje, širše izobraževanje za profesorje umetnostne zgodovine, kjer bo predstavljeno tudi to gradivo.
Če ni dodatnih vprašanj, bi se vam pa zelo lepo zahvalil za današnji obisk in vam želim lep dan še naprej. Srečno. Lep dan, srečno. Se vidimo kmalu. Srečno.